Pozdravljeni. V oddaji Župan za vas bomo govorili o razvojnih načrtih občine Rogašovci. Tukaj z mano je župan občine Rogašovci, gospod Richard Pevrača. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem, posebej našim občanom. Za začetek začniva pri proračunu občine Rogašovci. Katero smer je v letošnjem letu naravnan vaš proračun občine in seveda katerim investicijam v letošnjem letu namenjate največ sredstev? Ja, tako je, naš proračun je kar ambiciozno naravnan, tako kot tudi v preteklih letih. Višina proračuna je 7 milijonov evrov in v njem so seveda tiste zakonsko predpisane stvari, ki jih moramo kot občina izvajati, in seveda pa tudi projekti, za katere smo prepričani, da jih najbolj potrebujemo, da nam koristijo in od katerih bomo vsi nekako največ imeli. Če povem, da je v teh 7 milijonih približno 3 milijone rezerviranih za investicije. To so investicije, ki jih peljemo po načrtu, nekatere smo jih že pričeli v preteklem letu, pa se nadaljujejo, nekatere bomo začeli znova. Večina investicij je tudi financirana, sofinancirana iz različnih razpisov. In pa, če pa se povrnem nazaj, tiste osnovne stvari, ki jih kot občina izvajamo in jih moramo izvajati in se jih seveda tudi zavedamo, to je šolstvo, zdravstvo, sociala. Tudi za to področje namenjamo kar precej denarja. Naj povem, da je za šolstvo gre kar nekaj, skoraj 1 milijon odide za šolstvo. V glavnem gre za sofinanciranje vrtca oziroma staršem za pomoč pri financiranju vrtca. Potem nekaj gre, kar velik del zneska gre za prevoze otrok v šolo. Potem pri nas področju sociale, pomoč starejšim, tistim, ki pomoč potrebujejo, pomoč na domu, in pa potem tistim, ki so v domovih in nimajo dovolj sredstev za plačevanje tega, tudi za tisti del, kar približno 200 tisoč evrov odide za to področje. Tukaj se sicer nadejamo, da bo letos ta znesek nekoliko manjši, kajti z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi bi moralo biti tako, ampak pustimo do konca leta, da bomo videli, kako se bo to izšlo. Torej, kateri projekte bi radi izpostavili? Nekako s ponosom povemo, da smo si že v lanskem letu začrtali 16 projektov. Nekatere smo že v lanskem letu tudi izvedli, nekateri so pa tudi del letošnjega proračuna in se nadaljujejo. To so projekti, ki so pravzaprav skoraj vsi sofinancirani z strani ministrstev. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj predvsem in pa Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Potem tudi Fundacija za šport nam sofinancira tiste športne projekte, pa bi kar pri športu začel. Mi smo lansko leto dokončali športno-rekreacijski center druga faza, takšno je bilo delovno ime. To je tukaj pri osnovni šoli v Svetem Juriju, v središču občine. Tu gre za en velik atletski stadion, približno 300 metrov dolga je tekalna steza. Potem imamo skok v daljino, skok v višino, troskok. Znotraj tega je potem tudi igrišče za mali nogomet na umetni travi in pa teniško igrišče. To je bilo sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pa s strani Fundacije za šport. Otvoritev je bila v lanskem letu, 23. septembra, na dan slovenskega športa. In naj povem, da sem vesel, da se igrišče res dosti uporablja, predvsem šola, potem so popoldne razna društva in pa tudi društva izven naše občine so dobrodošla. Naj povem, da je vse zastonj, tudi teniško igrišče je zastonj, seveda je potrebna predhodna rezervacija prostora, da se ne bi potem prišli vsi naenkrat, pa ne bi bilo prostora, ampak ne bi bilo fraj, ampak dejstvo je, da je vsem ponujeno zastonj. In pa, kar me posebej veseli, pred približno 10 dnevi smo sklenili dogovor z atletskim klubom Pomurje iz Murske Sobote, ki bodo tukaj, že so začeli, bil je najprej uvodni sestanek, potem pa mislim, da sta bile že tudi dva treninga, so začeli z treningom atletike za najmlajše. Povabili smo predvsem naše osnovnošolce in pa tudi osnovnošolske otroke iz sosednjih šol, iz občine Kuzma, Grad in Cankova. Odziv je bil lep in sem vesel, da se je dejansko to začelo. Stadion je bil grajen ravno s tem namenom, da bo tukaj potekala vadba in pa različna tekmovanja. Torej, po zaključku smo temu objektu nadali ime Športni park občine Rogašovci oziroma skrajšano Športni park.
Če nadaljujem pri športu, imamo podružnično osnovno šolo na Pertuči, kjer je bilo tudi dotrajano šolsko igrišče. Tam smo začeli pa pred 2 tednoma z obnovo tega igrišča. Tudi to igrišče je sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarstvo in šport. Pričakujemo še odgovor Fundacije za šport. In pa začeli smo z delom, izbrali smo izvajalca. Tam bo v prvi vrsti obnovljeno igrišče za rokomet, košarko in pa odbojko. Otroci imajo tudi možnost skoka v daljino in ker imamo tam tudi oddelek vrtca, je en velik del te površine namenjen tudi vrtčevskim otrokom, torej tam so razna igrala za motorične spretnosti, za razne gibalne vaje, igre. Tudi na zipline nismo pozabili, to je bila izrecna želja otrok in pa tudi staršev, tako da to bo tudi izvedeno. In pa poskrbeli smo, da bo v enem delu tega igrišča tudi prostor za kegljišče in balinišče. S tem pa nekako posegamo v tisto 3. življenjsko obdobje, predvsem upokojenci radi posežejo za kroglo, za balinanje in pa kegljanje in dejansko bomo s tem nekako tudi temu ustregli in tisti športni park oziroma tisto športno igrišče bomo verjetno poimenovali v medgeneracijski športni center. To sta taka 2 večja projekta na športnem področju. Potem v lanskem letu smo začeli, zdaj je pred zaključkom, pred otvoritvijo obnova starega objekta, stare policijske postaje, ki je tukaj v središču občine. Lansko leto smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za kohezijo. Dobili smo 100% upravičenih stroškov sredstev za ta objekt, za ta projekt. Potem smo izbrali izvajalca in praktično jeseni preteklem letu smo začeli z gradnjo, z prenovo. Vsa ta gradbena obrtniška dela so končana, ni pa še zmontirana oprema. Zato tudi čakamo z terminom otvoritve in računam, da bomo nekje v roku 1 meseca tudi opremo imeli zmontirano, ker izvajalec je že izbran in bomo potem dejansko ta objekt predali namenu. Gre za objekt, ki je v 3 etažah. Namenili smo ga pa dejansko tudi vsem generacijam. V pritličju bomo imeli turistično-informacijski center z prodajalno lokalnih izdelkov. Potem bo tam mladinska soba, soba za izposojo knjig, potem izposojevalnica in polnilnica električnih koles. Električna kolesa smo tudi že nabavili, tudi z enega razpisa je bilo. In pa bo prostor še potem za društva. V osrednji etaža je namenjena prostorom za dnevno-oskrbni center za starejše. Tukaj moram povedati, da nismo še izpeljali razpisa za izvajalca, tu bomo iskali koncesionarja, ki bo to izvajal. Prostora bo pa za nekje približno 10 oseb, ki bodo lahko pripeljane v dnevno varstvo in bodo potem tukaj bivale pod nekim ustreznim nadzorom. V zgornji etaži je pa potem ena večnamenski prostor za sestanke, druženja, predavanja. Gre za videokonferenčni prostor, kamor bomo verjetno tudi preselili seje občinskega sveta v prihodnje in pa prostor bomo dajali v najem društvom in posameznikom ali pa organizacijam, ki bodo morda izvajale kakšna predavanja v tem smislu, ker prostor bo dejansko, bom povedal, kar si upam potrditi, najsodobneje opremljen glede neke zahteve po audiovizualni opremi in pa tej komunikacijski opremi, tako da bo res uporaben. In pa v tem zgornjem prostoru so potem še 4 pisarne za oddajo v najem. Tako da to so ti projekti, ki so v izvajanju in se pravzaprav že končujejo. Potem smo bili tudi aktivni na področju zaščite in reševanja. Tudi tam smo, torej to je področje gasilstva in te smeri, tam smo se prijavili na 2 projekta, kjer smo bili tudi uspešni. Včasih za šalo pravim, da je en projekt majhne vrednosti, tako ga tudi uradno imenujemo, ki pa je bil dejansko nekako res ena velika dodana vrednost za naš kraj, za našo občino. Gre za mednarodni projekt, ker so se dejansko izmenjavali izkušnje, znanja in poznanstva z naše strani meje in pa z Avstrije, ker je bil skupaj z sosednjo Sveto Ano, torej občina Sveta Ana in pa Gasilska zveza na naši strani in pa na njihovi strani. Šlo je za 4 nekako bom rekel srečanja. Operativna vaja gasilcev je bila, potem je bila vaja mladincev, pionirjev gasilcev
en medgeneracijski pohod smo izvedli in pa opravili smo potem na koncu tudi eno srečanje gasilcev seniorjev z eno okroglo mizo. Res, vrednost projekta ni bila velika, od tega ne bomo obogateli, ampak jaz vedno pravim, da je bil projekt zelo bogat na način tega povezovanja in druženja med ljudmi. Potem smo nekako pristopili na tem področju tudi k razpisu oziroma smo pripravili projekt skupaj s sosednjimi občinami in pa občinami tudi na avstrijski strani. Gre za projekt pod imenom CrossAct. To je projekt, kjer bodo gasilske zveze posameznih občin prejele opremo v višini skupaj 1,3 milijona evrov. Gre pa za opremo, ki je namenjena zaščiti in reševanju v primeru večjih naravnih nesreč, predvsem pri poplavah. Konkretno za našo občino povem, pričakujemo črpalke z visoko zmogljivostjo za prečrpavanje vode, potem pričakujemo eno štabno postajo, kontejner in pa štabno prikolico za vso pripadajočo opremo in pa tudi iz tega naslova imamo delno plačano eno osebo zaposleno na občini. Potem pa projekt, ki je nekako naravovarstveni projekt, pa ga navezujemo tudi na področje turizma. Gre projekt, kjer smo pridruženi partner, smo vodilni partner je Krajinski park Goričko, pridruženi smo pa mi kot naša občina in pa Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Gre za projekt, kjer bomo od letos pa do leta 2029 vlagali nekako v naravo, jo obnavljali, vzdrževali stanje, kakršno je, in skušali dejansko s tem nekako zadostiti potrebe ljudi in živali. Če povem, višina projekta je 5,2 milijona evrov skupaj, od tega pa odpade finančnega vložka na našo občino za 1,3 milijona evrov v tem obdobju do leta 2029. Bomo pa znotraj tega zgradili podhode za dvoživke pri jezeru v Ropoči. Na koncu bomo seveda tudi potem preplastili cesto, ker so podhodi pod cesto. Uredili se bosta dve opazovalni ploščadi ob jezeru za opazovanje dvoživk, ptic in tako naprej, pa narave. Ob strugi reke Ledave od jezera pa vse do avstrijske meje na severu bomo obnavljali strugo in zasejevali vrbove drevorede in pa v Sredici bo iz tega projekta zgrajen muzej kulturne krajine. Kot pravim, gre za naravovarstveni projekt, ki ga pa dejansko, glede na to, da sem naštel, da gradimo razgledne ploščadi, da bomo zgradili muzej, lahko opredelimo tudi kot en velik vložek v področje turizma. Torej, pomemben za razvoj so tudi javni razpisi občine Rogašovci, na katerih področjih jih vse? Torej, kot sem povedal, na področju športa, potem jaz se včasih rad pošalim, ker so nas uvrstili v ta obmejna problemska območja, ampak dokler je tako, da zato, ker smo obmejno problemsko območje, tudi na razpisih dobimo dodatne točke, pa smo lahko uspešnejši, potem naj to kar traja. Tako da to so ta področja, šport, turizem. Na področju turizma sicer bi si želel še več tovrstnih razpisov, ker nekako niso ti, ki so bili v zadnjih 2 letih bili pisani nam na kožo, tako kot če sem bil vesel, da nam je bil ta za obnovo objekta policije dejansko pisan na kožo. Tukaj bi potrebovali sredstva za neke te turistične postojanke, pa kažipote, pa te zadeve, pa tukaj ni bilo v to smer toliko teh razpisov. In pa seveda, kaj je pomembno in ta projekt dejansko tudi v letošnjem letu načrtujemo, je pa obnova zdravstvenega doma, zdravstvene postaje v naši občini, v Rogašovcih. To bo pa tudi za razpisa Ministrstva za zdravje. Ta razpis je tako ali tako stalno odprt. Tukaj pričakujemo nekje 249 tisoč evrov, se mi zdi, da je natančen znesek sredstev. Bomo pa prenovili celoten zdravstveni dom, od strehe pa do temeljev. Torej, zamenjali bomo streho, zamenjali bomo vse notranje inštalacije, spremenili bomo razporeditev prostorov, razširili bomo, pravzaprav bomo na novo zgradili laboratorij, potem razširili bomo dejavnost zobozdravnika in pa lekarne in pa prizidali bomo še en del, kjer bo pediatrija.
Tako da to so ta področja, kjer si mi nekako želimo razpisov, na katere se prijavljamo. Potem tudi razpis las, tudi tega nismo zamudili, na 2 smo se prijavili, tukaj pa ciljamo na turizem, v enem smo vodilni partner, v enem smo pa pridružen partner, sta pa oba nekako namenjena izgradnji ali pa nadgradnji ali pa obnovi turistične infrastrukture. Torej, dotakniva se tudi družbenega utripa, kateri pomembni dogodki zaznamujejo občino Rogašovci. Naj povem, da imamo dosti društev, ki dejansko aktivno delujejo, da so nekako zavzeti člani posameznih društev, pa naj je to šport, kultura ali karkoli drugega. In na tem področju dejansko tudi kot občina radi pomagamo in veseli smo, da nas pokličejo zraven. Naj se pohvalim ali pa jih pohvalim, Turistično kulturno društvo občine Rogašovci letos praznuje 50 let svojega delovanja. To je velika okrogla obletnica in ves ta čas so bili nekako aktivni. Če pogledamo, se ozremo malo naokrog, marsikje tovrstna društva stagnirajo ali jih pa sploh ni, naši ne samo, da so se obdržali, cel čas so dejansko v pogonu, so aktivni. Potem preteklo nedeljo smo praznovali 40. obletnico pevskega zbora Maranata, kar je tudi visok jubilej in pripravili so mimogrede odličen koncert. In pa seveda, kar se tiče družbenega utripa, zelo sem vesel in ponosen, da nam je uspelo pripraviti petkova druženja v zimskem času, v božičnem času. Pravzaprav ni društva, ki si ne bi želelo ob tem sodelovati. Tudi obiskanost je bila izredno dobra, ljudje so to vzeli za svoje in pričakujem, da bo to samo še v prihodnje tudi raslo. Pa naj povem še to, da pa dejansko so tudi vsa ta društva od teh dogodkov, ki jih pripravljajo ali pa so ustvarjajo, pomagajo pripraviti, tudi nekaj finančnega tudi imela. Torej, posebno mesto v celotnem družbenem utripu je vsekakor občinski praznik, ki ga boste praznovali to soboto. In torej, kako ga boste obeležili, kdo vse bo sodeloval na občinskem prazniku, kaj boste izpostavili na občinskem prazniku? Res je, spet je leto naokrog in približuje se ta praznik. Praznujemo 25. praznik občine Rogašovci, 25. občinski praznik. S praznovanjem smo v bistvu že začeli preteklo nedeljo ravno s tem koncertom, ki sem ga omenjal kot 40. obletnico koncerta Maranata, obstaja pevskega zbora Maranata. Ta koncert je bil nekako uvod v praznovanje. Potem v tem tednu imamo tudi nastop oziroma koncert glasbene šole tukaj v kulturni dvorani, kjer se bodo učenci glasbene šole, torej pri nas deluje podružnična šola glasbene šole Murska Sobota, pri nas na naši šoli je podružnica in ti učenci se bodo predstavili s svojim koncertom. Verjamem, da bo lepo, ker moram povedati in tudi veseli smo, da ta podružnica tukaj deluje, ker enostavno ko imamo kakršnekoli prireditve v občini, je kar na pretek možnih potencialnih nastopajočih, ker z vsake vasi so učenci, ki dejansko igrajo na inštrumente in je to prav lepo slišati in pa radi to potem tudi izkoristimo. Potem pa začnemo torej vmes je še potem dan odprtih vrat, v petek. Osnovna šola ima dan odprtih vrat, to je tudi neka tradicija že nekaj časa. In pa potem pa začnemo v soboto popoldne s tem praznikom, z proslavo, z nagovori in pa s podelitvijo priznanj za tiste, ki so v preteklem letu ali pa preteklosti naredili kaj pomembnega. Naj povem, da bodo nagrade razdeljene najprej 2 športnikoma, pa potem eni športnici, pa folklornemu društvu, ki dejansko tudi v okviru in pa samostojno z kulturnim društvom deluje in pa nastopa. Pa potem enemu mlademu fantu, ki so ga prepoznali že v 2x2 leti zaporedoma kot najnatakarja, pa dejansko nekako nas predstavlja okrog po Pomurju. In pa zahvalili se bomo pa tudi dolgoletnemu ravnatelju naše osnovne šole, ki se poslavlja, odhaja v
se bo upokojil in pa 30 let je tukaj deloval. Na koncu se bomo tudi na tej proslavi mu zahvalili za njegovo delo, za njegov doprinos in prispevek. Kulturnemu društvu, ki sem ga pa prej omenil, smo se pa zahvalili že ob kulturnem prazniku, ki smo ga praznovali tam 8. februarja. Tako da to je nekako to. Naj povem še, da letos organizacijo in pa izvedbo od občinskega praznika prevzema vas Pertuča. Jaz verjamem, da so se tudi oni dobro pripravili in da bodo to izpeljali tako, kot je treba in da bomo lepo praznovali. Torej, za konec še povejmo, katere so ključni tisti načrti občine Rogašovci v prihodnje? Torej, skrb za zakonsko predpisane stvari, ki jih moramo izvajati, je tako ali tako samoumevna, od tega ne moremo odstopati, to bomo izvajali tudi v prihodnje. Prizadevali si bomo še naprej za projekte, ki sem jih opisoval, da jih nadgradimo in z njimi nadaljujemo. Seveda pa je naš moto sodelovanje in povezovanje. Naj povem, da odlično sodelujemo tudi tako znotraj same občine, vsi nivoji odločanja, od občinskega sveta, občinske uprave in pa potem vaški odbor in tako naprej. Zelo dobro sodelujemo, znamo se zmeniti in pa sodelujemo zelo dobro tudi s sosednjimi občinami. Tudi s sosednjimi občinami pripravljamo določene skupne projekte, skupne načrte imamo in pa še to tudi čezmejno se povezujemo. Tako da usmerjenost v projektno delovanje, sodelovanje med seboj in jaz mislim, da je to ključ za uspeh. Gospod župan Richard Pevrača, občine Rogašovci, hvala vam za to izčrpno predstavitev aktualnega dogajanja v občini Rogašovci. Hvala vam. Dovolite, da preden končamo, še res iskreno čestitam vsem občanom naše občine ob 25. prazniku. Zahvaljujem se jim za sodelovanje, za strpnost, potrpežljivost, včasih tudi za kakšno grajo in pa pomoč pri našem skupnem delu, to je razvoju občine in uspešnemu sobivanju tukaj v naši občini. Tako da iskrene čestitke in hvala vsem. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Nasvidenje.